nič dobrega ne obeta, neprijazen je, kot so šoferji mestnega prometa. Tu sestanek, tam je zbor, pa spet nova seja, poln urnik, kakor so lokali okrog RTV-ja. A to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Več kot samo sebi, o meni kompjuter ve. Zdaj smo spet številke, zdaj nismo več ljudje. Vse ostrejši je ta naš kamen spotike, da prav nesmrtni imajo največje spomenike. A to se govori, ja? Med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet se rodi v petkih ob dveh, ko odprejo se vrata in sliši se smeh, ko masko nasmeha si nadeneš še šef, ker svet se rodi v petkih ob dveh. Ob dveh. 64 ur zdaj imaš na razpolago, da za konec tedna si privošči zgago. Ne verjemi tem, ki glasno govori, da smo tukaj sami dobri ljudje, ampak to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet umira nedeljo zvečer, ko vsi smo zbrani in v hiši je mir, ko lokal bo zaprl še zadnji oštir, svet bo umrl nedeljo zvečer. Svet umira nedeljo zvečer, nedeljo zvečer. Ne, tovar Štajnik, tako ne gre več. Golfajo nas, odirajo nas, kjer se da, kje je tukaj potrošniški svet, kje so inšpektori. Kako je mogoče dovolj, da tako vztrajno odirajo delovnega človeka? Pomirite se. Kako pa kaj otroci? Ne bom se pomirila, protestiram. A dobro, kdo vas je spet goljufal? Ja, kdo? Kako kdo? Vsi? Recimo Brajc. Namest 1 kile me je navagal sam 92 dek. Doma sem to preverila. No, a vidite, koliko on zasluži? A vi sploh veste, po čem je fižol? No, seveda vem, tudi moja žena ga kuha. Ampak, kar se tiče Brajca, jaz ne morem nič. Obrnite se na tržno inšpekcijo. Kakor da ne bi že bila tam, saj sami veste, da je Pavlič že 2-krat preveril. No, pa nič dokazal. Zato, ker je Brajc bolj zvit, a veste, kaj prav? Kaj prav? Ja, mogoče pa ste spotoma kaj rasul, mogoče pa vaša vaga ne kaže prav. No, vidite, kaj jaz moram? Ja, kaj jaz moram, govorite tako, kot moj Miha, on tudi prav, kaj jaz moram. Kako ne morete? Vi, moški, ste naivni. Če bi se vi morali vojskovati vsak dan po trgovinah za deke, ki vam jih odškrnejo, ali pa od 20. do 1. preštevati vsak dinar, bi tudi drugače mislili, pa govorili, kaj govorili, stepli pse. No, ne goljufajo prav vsi. Ne goljufajo, če ne morajo. Ja, če ne morajo. No, kaj zdaj? Brajc me golfa, pa še roga se mi. Mesar Miklic je pa kupil nov avto za 40 starih milijonov na roko. No, kako lepo vas prosim. A svojo plačo? Žene nima v službi, otroci pa divjajo z motorji. No, kako? Ne rečem, so tudi taki, ki radi kaj odškrtnejo, ampak ne vsi. Mi tu smo vsi dobri ljudje, vršica Minca. Kako pa kaj otroci? Janko pa Marko. No, ko ste že omenili Janka pa Marka, kako pa to, da jaz kot mati dvojčkov nimam pravice do dvojnega porodniškega dopusta? Ja, vi ste vendar ena sama mati. Dobro, rodila sem pa 2-krat, o 2:30 in o 5. Pa res, kako to? Ampak vendar ste ena sama mama. To ni prav, ampak pustimo to, zdaj ne govorimo o otrocih. No, kako je zdaj? Kaj boste naredili zdaj s tem Brajcem? Dokaze. Prinesite mi dokaze, pa mu bomo posvetili. Preverjali so ga že večkrat. Sami veste, da mu niso mogli nič dokazati. Ni dokazov ni, zato ker so inšpektori preveč površni, Brajc je pa namazan z vsemi žalbami. Če bi ga večkrat kontrolirali, bi ga že zdavnaj imeli.
Zahtevam ponovno inšpekcijo. Imam pravico, da zahtevam. Lahko vam pa pripeljem sem tudi žensko delegacijo. Kakšna delegacija? Čakajte, kar lepo domov pojdite, odpočite si, obvesti vas bom o rezultatih. Tržna inšpekcija, tukaj je krajevna skupnost, inšpektorja Pavliča. Se pravi, imamo olček, 2600, kompotek 2200, limonce 1570, kumare 1820, pa grahek 1100 dinarčkov. Ja, pred 2 dnevoma je bil pa tale greh še cenej. Kako pa je to mogoče? Ja, pred 2 dnevoma, kje pa živite, soseda? Če bi se čudili, da se je podražil v 2 urah, bi še šlo, ampak pred 2 dnevoma. Vsak jutr dobivamo nove cene. Ampak tega le pa ne razumem, gospod Brajc. Poglejte, greh oberejo, Ja. ga konzervirajo, ga pripeljejo sem in ga dajo v police in mu nastavijo ceno. Greh tukaj lepo leži, ne je nič, ne pije nič, kako se mora pa to podražiti? Se ravno zato, ker tukaj le leži, na teh policah, kjer leži tale greh v konzervah, bi lahko bilo blago, ki gre bolje v promet. Ampak greh to preprečuje, izgubljamo zaslužek. To razliko pa treba nekako nadomestiti. A vam je zdaj jasno? Meni je jasno, da mi ni nič jasno. Nasvidenje. Nasvidenje, soseda. Bravo! O, dober dan, to vaš inšpektor. Ste prišli službeno ali privatno? Da se vidite službeno, ne? Kontrola? Ja, kontrola. Volite. Kdo me je spet špecal? Jaz ne vem nič. Jaz opravljam svojo dolžnost. Jasno? Kaj pa je tole? Vidite, piškov fižol. Jaz nisem tako brezobziren, da bi strankam prodajal črvojeden fižol. Fižol ni pocen. Jaz pa pazim na svoj ugled in ugled podjetja. Kakor hitro opazim, da ni roba 1A, jo takoj izločim. Škoda, da ne podeljujejo nagrad za tako vestne trgovce, kot ste vi. Ja. Pa pojmo, ne? Torej, končano? Ja, končano. Samo izgubljava, tovariš Pavlič. Vi čas, jaz pa zaslužek. Ja. Krunoslav Slabinec je skoraj 4 minute oboževal Violeto. Še nekaj sekund in minuta bo do 7:45. Ali laže 16 minut do 8. Ti si pa znaš urediti življenje. A izzivaš? Si dal jesti otrokoma. Enemu sem dal, Zakaj pa ne obema? drug je spal. Kateri je jedel, Janko ali Marko? Če veš, da ne vem. Ne veš? Kako da ne veš? Ne vem, če me ubiješ. En je jedel, ampak kateri? Kaj pa zdaj? Tisto, ko bo joko, še ni dol. Pa veš, da se bereta vedno oba. No, skušaj se spomniti. Plava ali roza, Janko ali Marko, no? Ne vem.
otrok ne poznaš? Čak že vem. Jedu je Janko, on ima 3 zobke, ne? Marko pa sam 2. Jaz pa tako slabe vole. Kaj bi pa ti rad? Naj pojem, ko me odirajo do kosti. Zahtevala sem, da napravijo kontrolo, ker Brajc ne nehal trgovati pri vagi. Vse ženske to vedo. Ne samo jaz. Že spet. Kaj pa je bilo? Nič. Bacek je telefoniral Pavliču in Pavlič je bog ve, kako spet naredil kontrolo in spet ni nič odkril. Kako? Ker je Pavlič slep. Bacek pa pravi za njega, da je pošten in natančen in dober. Ti veš kaj, jaz se grem ubrit. Ti pa že prid k pameti. Če je Brajc goljufal, kar ni dokazano, mu nihče nič ne more, ker je z vsemi žalbami namazan. Če ga Pavlič ni ujel, ga bom pa sama. Dober dan. O, dober dan. O, dobro jutro, soseda Perškova. Kako kaj dvojčka? Hvala. Joj, tako sta čedna, da ne veš, kateri je bolj ljubek. Še kaj, soseda? Eno kilo češenj pa vanilji sladkor. Ja, pa sladkorček, vanilji. In zdaj ga je zapustila, pomislite? Jaz sem to tudi pričakovala, vse ste se prepirala noč in dan, to je bil zakon samo na papirju. O kom govorite? O Poklukarjevi. Pustila je možanje kršla, noben ne ve kam. Pismo mu je pustila, da se bosta srečala na sodišču. To je tista Dana Poklukarjeva, ki je predlanskem zadela na loteriji 10 milijonov. Kaj se ne spominjate, kakšna senzacija je bila? Potem je pa lahko odšla. Koliko je? 9700. Prosim. Hvala lepa. Dobro, ne rečem, kregala ste se. Prav. Ampak kar takole, po 18 letih zakona, vzeti kovček, pa dio. Saj ni več mlada. Mogoče ima pa prijatelja, res ni najmlajša, kot pravite, je pa dobro ohranjena. Prosim. 1 kilo čebule. Čebulce, ja. Potem pa tudi jaz hitim k mesarju. Gospod si je danes zaželel goveje juhe. Je? Ja. Lahko 10 teh več? Lahko. Hvala lepa. Prosim. Lepo. Hvala lepa. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Dobimo se pri mesarju. Ja. Nasvidenje. Kaj smem postreči, soseda? Pol kile riža, prosim. Nažalost imam že navaganega, po 1 kilo. Kila bo preveč. Lahko pol. Ja, to ne rad dela, veste, raztresa se, podle se pa ne zgubi. Ampak, za vas ne bo. Pol kilce smo rekli takole. Ja. Hopla! Takole. Še kaj, soseda? Kilo zelja. Kilo zelčka, ja. Kaj bo pa tale? Ne boš se dolgo smejal, tat, zdaj je konec. Vem, kaj si misliš, lisica. A če si ti zvita, si mi je še bolj. Takole? Pa
prosim. Koliko je, prosim? To je pa 3040. 3? 3, ja. 10, 30. 30, 40. Hvala. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Pozdravite soproga. Kar pustila ga je. Neverjetno. Dobar dan. Dobar dan. Kaj bo dobrega? Pol kile govedine za juho, prosim. Za juhca tole lep košček. Evo. Dobra juhca. Ja. O, prosim, če daste še enkrat na vago. Zakaj? Ni se še umirila. 49, dek, no ja. Ne, 48,5. Pol deke. No pa kaj? Koliko stane kilo mesa, koliko stane deka, koliko stane pol deke, ne vam izračunam? Hvala, ne bo kar po vaše. Koliko? 5200. Pa še eno kost, ampak mozgovo. Kosti nimam. Nimate? Po vašem bi moral imeti vol 20 nog. Prodal sem, ni več. Če bi pogledala vaši žene v lonec, bi gotovo našla 2 mozgovi kosti. Ne je mozga, hvala Bogu mi ga ne manjka. Od česa ste pa tako lepo zaliti? Bi me rad zafrkaval? Prihodnič bova izračunala, koliko tehta papir, v katerega mi že toliko let zavijate meso, pa mi boste dali en lep košček pljučne zaston. Nasvidenje. Dobra ideja. Nasvidenje. Baba Hudičova. Za pol deke. Radio Ljubljana, drugi program. Ura je 16:30. Poročila. Delegati Hrvaškega sabora so na današnjem zasedanju razpravljali o končno. ukrepov Za balinjanje je še čas. v izvajanju stabilizacijske politike. Na zasedanju so poudarili, da so temeljni vzroki... Danes sem povedala Mikliču, kar mu gre. Pravi, da nima kosti za juho. Kaj pa potem njegova žena kuha? Na njej se vidi, kaj žere, sam špeh je toliko, da se ne razpusti. Mince, kako se moraš prepirati z ljudmi? Vse smo sosedje, mi smo vendar odvisni drug od drugega. A tako? Ne pustim, da bi me goljufali, dovolj se nagaraš za svoje delo v službi. Vsi drugi, Miklič, Brejc, pa živijo na naš račun. Če utrga pri vagi na dan samo 2 kilograma, je to več, kot ti zaslužiš v 8 urah pri stružnici. In kar je najhuje, je to, da sediš s tem Brejcem v gostilni in mu plačuješ špricerje. Ja, pa kadar pridem na vrsto, moram plačati svojo rundo. Kar se pa Brejca tiče, če že hočeš vedeti, on največkrat plača. Ker plačuje z našim denarjem. No, trubentača moja sta se zbudila, mamica že gre. Tomaš, slušaj, ja tebi kažem da ste tu tekmu morali dobiti. Evo vam sunce, pacersko, igraju da gore ne može biti. Razumiješ, kao da su profesionalci. Ne mogu ja sve sam, Đoka, nisam ti ja majstor muza. Ne, nisi ti nič nisi. Gurao si stalno kroz sredinu. A toliko puta sam mu rekao, ej, loptu na krilo, skrilo u 16 i gol. To ti je matematika, tehnika, kumarabika. Ne, ali nemam kome da govorim. Razumeš? Trče po igralištu, svako za sebe, ko da se posvađali. Bez kolektivne igre ne ide. Razumeš, pa Bog, ne ide. Ne ide. Zdravo. Zdravo ni tovariš Perše. Kaj bo dobrega, Hrpat? Na kaj dobrega, moj Miha nič dobrega. Zgubili bot s onim seronjama. Pomislite. Žoža, pivo za Miha. Pomislite, ti naš kilovci so zgubili. Neodločen so igrali. Aha. Niti gola niso dali. Gola. Nič proti nič, moj. Pozdravljeni, krajani. Žoža, še eno pivo veliko za Jocej i rum. Nič alkohola, imam dežurstvo.
Kaj praviš na tekmo? Takšne polemjade še ne. Ljudje moji, jokov sem jokov. Takšne besansi. Kako na krožniku. Pa nič. Pa igraju kao da imaju dve leve noge. Ne bo tako strogo. Šta, daj, volite. Ni jim šlo, bo pa drugič bolje. Drugič. Tovariš tajnik drugič, ni lipši magare do zelene trave. Ajde, drugič. Grem, služba je služba. Zdravo. Jaz pa mislim, da imajo premalo kondicije. Ma šta čekaj, ček, nije stvar u trčanju, razumeš, nego u taktici, shvatite. Treba imati u glavi, čekaj, treba imati u glavi, ne samo u nogama, šta? Kako pa naj mislijo na taktiko? Kako pa imajo vsi takele žože? Mogoče imajo pa žože njih. Zato pa tudi je vse narobe, imajo babe glavno besedo. Nimajo glavne, imajo pa enakovredno. V Perškov hiš, nos ženska hlače. Ti mene primer pust, Miklič. Jaz se v tvoj zakon ne vtikam in me ne zanima, ti pa mojega primer pusti. Tvoja minca se vtika. Ona sploh ni moja, ampak je svoja. Evo. Ajde, Miha. Ja, a se jaz prepiram? Miha, daj, idite tamo u ugao, čuješ? Ajde, idite pa se objasnite. Greva, Miha, greva. Ajde, učite. Objasnite. Spet krmenatnicu. Da ti povem. Povej svoj minc, da me pustile po primer. Jaz nisem hudoben. Če bi bil, ti ne bi jedel tacga mesa. Minca pa napada, žal, Madonna in mi pridga v moj lasten mesnic. Tako ne gre, Miha. Prijatelja sva, želita Balinjeva v isti ekipi. Pa dober je, no pomir se, no še danes bom govoril z njo. Pa ne moreš kar naprej napadati ljudi, da so tatovi. Zaganjaš se, v Mikliča napadaš, Brajca pa ima nič ne moreš. Ne morem. Seveda ne, če ima tržna inšpekcija, nič ne more, kako ima boš pa ti. No, pa glej. In pa kaj naj gledam? A nič ne vidiš? In? Zdaj poglej. Kje je to dobro? Tvojim prijateljem Brajcu, zamenjala sem jo za našo Utež. Ti barabati. Čakaj, ampak ti tega ne bi smela. A jaz ne, on pa lahko goljufa. A veš ti, koliko tehta ta Utež? 91 dek in 30 gramov. Dala sem jo stehtati v lekarni, tudi potrdila imam. Jutri grem na inšpektorat. Tako. No in zdaj mi povej, kdo je imel prav. Ti in tvoj prijatelj Bacek s svojim tukaj smo vsi dobri ljudje ali jaz? To bo škandal. Kar ne bo. Dva? Zlantje! S to žensko je teže, kot bilo s fašisti. Kaj? Pa kaj si zgodil? Pa kaj pa je? Minca osebno žene inšpektorja v Zelsat. Kaj? Osebno? V Zelsat. Pa je žene? Pa kaj hoče od njega, to je že tretjič, ne? Ne bo možo Brajce čiste krop. Da, noben naj čist. Če bi strca ne. Više 100%. Kaj si zamišljali? Kdo od krajanov dal uradno izjavo? Krajanik. Gremo внутри, ne brinite, dođe u brigu. Samo nobenega škandala. Hvala lepa, tovarišica, nasvidenje.
čim lahko postrežem, tovariš Pavlič? Kako kaj, tovarišica Perškova? Je tole vaše? Ne, da bi videl. Tovarišica Perškova je pripravljena priseči, da je tole vaša utež. Ja, če je moja, kako je prišla v njene roke? A jo je vzela, ne da bi jaz vedel. Kako se pravi takšnemu dejanju, tovariš inšpektor? Nisem jo ukradla, ampak sem jo samo zamenjala za vašo. Tole je moja utež. Poglejte, tu so moje inicialke pod glavičem. Jaz ne vidim nič. Trenutek. Jaz pa vidim. Izpraskanjem M in P. To je čisto navadna izmišljotina, tovariš inšpektor, se me vendar poznate. Ta ženska ima name Piko. Ni prvič, da vas je pripeljala sem. Ja, vem. Ampak če je vse v redu, potem mi lahko tožite, ker je vzela vašo utež, da bi vas klevetala. No, zdaj pa razčistiva midva to stvar. Tovarišica Perškova, prosim vas, če greste na. Tako. Zdaj pa midva. Praviš, da so res odkrili primanjkljaj. Da je samo primanjkljaj, pa da nas Bog veseli. Ali to je bre pljačka. Ona si bo raziril moj gulijo naživo. In kaj je z njim? Tako kaj? V buvari? Čakaj istragu. Zdravo, fantje. Miha, zdravo. Zdravo, Miha. Tovariš Pešek. Tovariš Bobnik, zdravo. Tu je Minca in pa Jakub zdejljala brajca. Po pravic povedan je bil že čas. Lepo te prosim, zakaj bi pa on tako neuviran kradu? Mi vsi moramo pošten plunt v roke, da zaslužimo svojo plačo. On pa lepo navrta utež, da 10 dek ven, pa veselo naprej. Kažu da je vodio pasulj knjigovodstvo. Koliko uzmi? Hvala. Koliko puta bi odvagao tim šupljim tegom, toliko zrna pasulja ukutio uveče, koliko zrna pasulja, toliko puta po 10 deka za njega, ej! Matematika, tehnika, gumarabika. Na vsaki nivi je plevil. Žito pa vseeno raste. Mi vsi smo tukaj vendarle dobri ljudje, ne? Frakl. Ampak veš kaj, žensat je pa zaprt. Ženska, kar ne prej jamra, ki more kapava 3 ulice ne prej. Sutra opet otvaraju. Otvaraju, kažu, dolazi novi poslovođa, neki klapuh neki. Klapuh. Ne, klapuh. Samo da ne bude ono sjaši kurta do zjaši murta. Ajde na zdravlje. Lahko 45 gramov več. Dobro, zdaj pa imamo... Točno 169, 90. Veste, imamo novo blagajno, pa je kar naprej pokvarjena. Vsak dan kličem servis. Nič. Hvala lepa, nasvidenje. Kaj pa vi želite? 1 kilo banan, prosim. Lahko 15 dek več. Seveda lahko. Pa kilo limon? Točno. Zdaj vam verjamem. Moje načelo je, delaj mirno, krati zmirno, živi primirno. Še en grah, prosim. Grah, ja. No, zdaj pa imava.
Točno 60 dinar. 60 dinarjev. Hvala, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Kaj pa vi želite? Ne, glej no. Končno. Upam, da bo zdaj delala. Lepo bi bilo. Oseminosemdeset, 80, izvolite. Prosim. Kaj pa je to? 1975? Ja, prosim, lahko pogledam. Ja, prosim. Da, torej... Ja, sardine. Vseh nisem naročila. Niste? Ne. Zakaj so pa potem tukaj? Ne vem. Najbrž jih kdo naročil, plačal in jih potem pozabil. Ja, kaj bom pa zdaj? No, še spal ne bom zaradi tega. Hvala lepa. Ne sikirajte se, tovariš Klapuh. Tisti, ki jih je pozabil, se bo vrnil, ne? Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim. Nasvidenje. Lahko noč, nasvidenje. Lahko noč. Oprostite. Nihaj. Klimanska babnica. Te debela, kumar. Še 3. 7. 13. 13. Spet? No, ja vem, da ste včeraj prinesli in da je delala, ampak zdaj ne dela. Kaj pa jaz vem, pa res nisem strokovnjak za blagajne. Ste videli, vsak dan jo popravljajo. Pol ure dela pa crkne. Lahko še kaj postrežete za vas, prosim? Oh, pa dajte še pol kilograma fižola. Ja. Fižol imamo prvovrsten, veste? Prvovrsten. Če boste našli kakšnega črvivega, ga lahko prinesete nazaj. Točno. Še kaj, prosim? Ne, hvala. Torej. Ne? Ja. 98 dinarjev, 10 para. Prosim. Tako. Hvala. Hvala, tovarišica, Nasvidenje. nasvidenje. O, dobar dan. Kako se kaj imate? Kako ste zadovoljni z novim poslovodjem? Moram priznati, da je kar v redu. Vesten, tehtajno obračunavana, gram natančen. Zares zelo pošten šlag. Ko bilo le več takih. Skrajni čas, da smo dobili tako poštenega in vestnega trgovca. No, potem je pa vse v redu, ne? Hvala lepa. Nasvidenje, se priporočam. Hvala lepa, nasvidenje. Tovariš inšpektor, ste prišli službeno? Ne, danes pa privatno. Tukaj je vse, kar rabim. Žena mi je vse napisala. Zelo dobro. Ja. No, kako kaj gre? Vse v redu? Hvala lepa. V redu, hvala.
Samo tale blagajna me bo spravila v grob. Sem mislil, ali ne bi mogli vi intervenirati na podjetju, da bi mi dali drugo. Žal za to nimam pooblastila. Ampak sicer pa se tako in tako lahko znajdete. Ljudje vas hvalijo, da ste natančni kot računski stroj. Veste, tak sem pa zaradi sebe. Rad mirno spim in čista vest je najboljši uspavalni prašek. Koliko pa je to? 160,85 para želite prekontrolirati? Ne, vse sem vam rekel, da sem privatno. Izvolite. Hvala. Nimate slučajno 85? Ne, žal. Dolte. Hvala lepa. Tako, nasvidenje, tovariš Klop. Le tako naprej. Trudim se, kaj trudim. Glavno je, da so kupci zadovoljni. Te moje geslo je življenje za poštenje. Jasno. No, nasvidenje. Nasvidenje. Bil je 11. Za danes dovolj.